Lep dober večer, s tem negovorcem bo nocoj bolj slabo. Zato, ker ta govorc ima težave z glasom in je že mislil reči, da sploh nocoj ne bo prišel. Ampak upam, da boste potrpeli z mano, kaj drugače ne bo šlo, ne, in boste pač morali. Zdaj, letošnji organizator Nikodemovih večerov se obrnil name v zvezi s to temo in ko sem obljubil, da pride, sploh nisem pomislil, zakaj so se name obrnili. In ko sem začel pripravljati predavanje, sem rekel, Bog ve, kaj so si mislili, ali zaradi tega, ker imam premalo denarja, ali ker imam preveč, ali zaradi tega, ker prihajam z mariborske škofije, ki je brez denarja, ali pa so si mislili, da sem v zgodbe mariborske škofiji tako pleten, da sem v tem postal strokovnjak za to. Kakorkoli že, nekako me je ta tematika prisilila, da sem se potem res začel ukvarjati z denarjem. Čeprav je zanimivo, da ko začneš iskati recimo po moralno-teološki literaturi, nimaš kakšnega velikega uspeha, pa ne vem zakaj. Ali je to zaradi tega, ker okrog denarja ni moralnih problemov, pa je vse jasno, ali pa nekako ta tematika preveč se potopi v tematiko ekonomskih vprašanj nasploh. Tako da sem imel v zvezi s tem rekel kar nekaj težav, da sem sploh lahko med moralisti izbrskal kakšno stališča. No, svoje predavanje sem nekako zastavil v dveh delih. V prvem delu bom skušal bolj epistemološko se ukvarjati s vprašanjem denarja, v drugem delu pa bom, upam, da malo nastavil tudi morda provokativno za mojega sogovornika, nocoj dr. Arhalja, nekatera vprašanja in dileme, ki so povezane z krizo, v kateri se nahajamo. Torej, latinska beseda, ki je bila povezana z besedo denar, je pecunia, pecus, govedo, torej zgovedino ali zgovejo, zgovedo, ki so jo seveda pastirji imeli in je veljala v takrat v času tudi kot plačilno sredstvo. Kovanci so imeli tudi v začetku neko religiozno konotacijo, bili so uporabljeni tudi kot v religioznem kontekstu in na kovancih so bile upodobljene živali, darovane živali. In od tod na nek način izhaja tudi kasnejša realistična teorija o denarju, teorija, ki zagovarja stališče, da ima denar za seboj neko realno stvarno vrednost, ali je to zlato, srebro, ali so to tudi druge dobrine. Torej, od tu naprej potem pridemo do novega izraza, ki ga tudi latinščina uporablja, to je moneta, kovanec. In ta kovanec, moneta, je imel pogosto na eni strani boginjo kovancev, podobo ženske, ki drži tehtnico. Nekaj podobnega velja tudi za justicijo. Boginja, ki se je povezovala z moneto, z monejo, je bila boginja na nek način, ki je svarila pred napačnim kovancem. In moneta in boginja moneta in boginja Equitas sta merili nekako na to, kar bi mi imenovali, ali pa kar je kasneje že tudi imenoval Aristotel, pa kasneje Tomaž Akvinski, delilno pravičnost. Tako je Equitas bila na nek način pristojna za to, da deli tisto, kar nekomu pripada, medtem ko moneta pazi, da ne pride do goljofije, da se uporablja pravi kovanec. Platon
je okrog denarja imel zelo idealistične podobe, povezoval je denar z bogatstvom in imeti veliko denarja je seveda pomenilo biti bogat in zato pravi, da denar daje moč in oblast in v njegovi idealni državi bi se dalo shajati celo brez njega. Zato, ker denar napeljuje vest k škodljivim dejanjem in v idealni državi naj ne bi bilo ne revežev, ne bogatih, zato tudi ni potreben denar. No, najbrž so si kasneje pri Platonu to idejo sposodili tudi kakšni nam bližje znani družbeniki. Nominalistično teorijo pa bi lahko pripisali že Aristotelu. On namreč ni izhajal iz besede fizej, ampak iz nomo in pravi, v naši moči je, da isto stvar spremenimo in jo naredimo neuporabno. S tem stališčem je pravzaprav Aristotel povedal, da naš nocojšnji naslov ne drži. Ampak bi morali obrniti, pa rekli, oziroma mogli je dati naslov, človek je vladar denarja. Se pravi, Aristotelu je bilo dokaj jasno, da je človek tisti, ki o stvarih odloča in zato lahko že pri njem nekako vidimo nastavke za nominalistični princip, namreč nomos meri na nemo, na deliti in na nemezis, ki prevzame mesto monete. Denar je postavljena vrednostna mera in merilo za kupno moč, olajša trgovino z dobrinami in pa zagotavlja menjalno pravičnost. Ali je denar dober ali slab, je verjetno tudi vprašanje, ki se skriva v našem naslovu. In Seneca je bil na stališču, da spada denar v področje medija indiferencija, se pravi, k nekemu indiferentnemu sredstvu. In mislim, da je imel zelo prav. Tako kot marsikaj drugega je tudi denar sam po sebi moralno indiferenten. Moralnost, etičnost nastopi takrat, ko ga vzame človek v roke, oziroma ko človek začne z njim upravljati. No in tudi Tomaš Akvinski se potem naveže na ta pojem moneta in nekako je pri njem v ospredju tudi ta ideja, da že samo ime nas nagiba k temu, da naj ne bi prišlo do goljufije med ljudmi in pa, da se spoštuje tista mera, ki je na denarju, na moneti napisana. Torej, če bi recimo, tako, ne moramo zdaj zgodovinsko, ne vem kako dolgo se poglablja v stvar, ampak če bi recimo od antike pa do srednjega veka zadevo potegnili, bi lahko rekli, da ni dobenega dvoma, da so že v antiki in pa vse v srednjem veku se zavedali subjektivne moralne odgovornosti posameznega človeka, ki upravlja z denarjem. Sistem, v tistem obdobju, denarni monetarni sistem seveda niti približno ni bil tako zapleten in kompliciran, kakršen je danes. Danes ga mi, laiki na tem področju, praktično nimamo uvida v celoten sistem. Tako so se stvari seveda v novejšem obdobju močno zakomplicirale, ne samo na področju financ in denarja, ampak dejansko na celotnem družbenem področju. Stvari daleč niso tako pregledne, kako so pa bile v družbah, ki so bile bistveno manj sofisticirane. Torej, ta subjektivni etični vidik je že, vidimo, tako pri Grkih, kakor tudi kasneje bomo videli pri Judih in pri Kristijanih, nakazoval zelo jasno problematiko, da je seveda upravljanje z denarjem tudi etični oziroma moralni problem.
kaj vse pa se v strukturnem problematiki skriva, zato pa moraš biti pravzaprav najprej zelo dober finančnik in šele potem lahko tudi presojaš na strukturni ravni, kaj je etično in kaj je etično. Če pogledamo v Sveto pismo, potem lahko rečemo, da kristijani so se seveda znašli znotraj judovsko-grško-rimskega prostora in so normalno, kot z marsikatero drugo stvarjo, tudi se srečali s takratnim denarjem in so enako kot vsi drugi tudi z njim upravljali. Mnenje o denarju v Svetem pismu je ambivalentno, ni neke enoznačnosti. Tisto, kar je zelo jasno, je to, da pohleb je greh. O tem ni nobenega dvoma. Za razliko od Judov pa pri Jezusu ne srečamo ideje ali misli, da bi govoril o tem, da tisti, ki imajo denar ali ki so bogati, da so posebej blagoslovljeni od Boga. Medtem ko pri Judih v stari zavezi velja tudi, da imeti bogatstvo, biti premožen, pomeni tudi poseben Božji blagoslov. Torej pri Jezusu te ideje ni. Posebej apostol Luka in pa Matej sta do bogatih ljudi kritična. In pri Mateju 6:24 lahko celo preberemo tisti znameniti stavek, da ne moremo služiti Bogu in mamonu. In ta mamon je seveda mišljeno predvsem bogatstvo oziroma denar. Še več, radikalna hoja za Kristusom je povezana z radikalno odpovedjo vsakršni lastnini, premoženju in s tem seveda tudi denarja. Gre torej za enega izmed evangeljskih svetov, poleg čistosti, pokorščine, tudi seveda obožstva. V prvem pismu Timoteju beremo v 6. poglavju sledečo misel. Res je prava pobožnost velik dobiček, ali za tistega, ki je zadovoljen z najnujnejšim. Ničesar namreč nismo prinesli na svet, zato tudi ne moremo ničesar odnesti. Bodimo torej zadovoljni s tem, da imamo živež in obleko. Tisti pa, ki hočejo bogateti, padejo v skušnjavo in zamor. To je v mnoge nespametne in škodljive želje, ki ljudi pogrezajo v pogubo in uničenje. Korenina vsega zla je namreč pohleb po denarju. Konec citata. Torej, v teh besedah iz pisma Timoteju je nekako moralni kriterij dovolj jasno postavljen, se pravi vprašanje, ali je pohleb nek problem, ali ni pohleb, ali ni problem, je tu odveč. Gre pa seveda za teološko utemeljitev. Za teološko utemeljitev odnosa do ustvarjenega sveta in posledično tudi seveda do denarja oziroma do premoženja. In večkrat naletimo v Svetem pismu na prispodobe, ki govorijo o tem, da je seveda bogatstvo, s tem pa povezan seveda tudi denar, lahko nevarnost za to, da nekdo ne pride v Božje kraljestvo. Vendar po drugi strani imamo pa tudi pozitivne vidike. Recimo, apostol Pavel organizira nabirko za pomoč cerkvi v Antiohiji, ki je grozila lakota, tako beremo v apostolskih delih. Potem Pavel naroča nabirko za jeruzalemsko cerkev. V pismu Rimljanom govori o tem, da sta cerkev v Makedoniji in v Ahaji naredili nabirko za Jeruzalem. Torej, cerkev se očitno tudi v samem začetku, v apostolski dobi, ukvarja
z denarjem, ne more brez tega in mimo tega. Vendar je tu tudi namen denarja zelo jasno opredeljen. Gre namreč za ukvarjanje z denarjem zato, da ima socialni karakter, da ima socialni značaj, da ima socialno dimenzijo. In mislim, da je to ena izmed tistih tez, ki jo lahko nekako postavimo, da znotraj krščanstva je denar in je premoženje vedno bilo povezano z socialno razsežnostjo. Seveda ta socialna razsežnost se ne razume tako ozko, kot je recimo možno razbrati iz apostolskih del, ko je šlo za majhne prve skupnosti, ampak socialna razsežnost se danes seveda lahko razume tudi v mnogo drugih dimenzijah. Torej, če bi zaključili, bi lahko rekli, da prvotna cerkev, prvotna cerkvene skupnosti ne odklanjajo gospodarjenja z denarjem. Tudi vemo, da so recimo prve krščanske skupnosti in kristjani odklanjali določene poklice, ki so bili povezani z delovanjem, ki je bilo kakorkoli napeljeno zoper človekovo življenje, kot so bili recimo vojaki. Medtem ko ne najdemo nikjer stališča, da bi kristjani ne bili trgovci, da bi ne bili bankirji. Tudi med prvimi škofi in papeži so celo bili nekateri trgovci in bankirji. Torej, cerkev se ukvarja z denarnimi posli. Vendar je stalno prisoten opomin in nekakšno opozorilo, da je velika nevarnost, da se zapade v pohlep in pa, da se denar mora uporabljati za socialne namene. Torej, dejstvo, da je cerkev razpolagala z denarjem, ni bilo sporno, ampak kako zanesljiva in verodostojna je bila pri uporabljanju z njim, to pa je bilo od vsega začetka vprašanje, ki so si ga postavljali praktično od apostolske dobe pa vse do danes. Če ostanemo pri tem odnosu med denarjem in cerkvijo, potem si lahko zastavimo vprašanja, kaj lahko cerkev na tem področju recimo danes ali vedno stori. Predvsem lahko prispeva k sodobnemu gospodarskemu etosu, največ s tem, da je sama vzor pri ravnanju z denarjem. O tem bomo lahko pa v debati kaj več rekli. Torej, cerkev si mora najprej sama odgovoriti na vprašanje, kaj in kako daje in kako tudi sprejema oziroma kako zbira sredstva. Če je znotraj cerkve, če so znotraj cerkve ta vprašanja jasno postavljena in definirana, potem seveda lahko postane tudi cerkev neke vrste vzor za poslovanje. Zdaj, v zvezi s tem bi rekel tako, večkrat slišimo očitke, kako je cerkev bogata. Pri tem pa se res veliko krat pozabi, da je bogata tudi zato, ker je z svojim premoženjem dobro ravnala. Recimo vzamite samostane, benediktinske samostane. Pri nas recimo imamo benediktince, imamo pa cistercijane. Samostansko premoženje se je skozi stoletja ohranjalo in se nadgrajevalo in seveda se je s tem tudi na nek način bogatilo. Torej, ena kontinuiteta v upravljanju z dobrino, ena stabilnost v upravljanju z dobrino je seveda potem tudi lahko pripeljala do bogatstva in tudi na vsak način do zlorabe. Zato smo imeli tudi v zgodovini cerkve preobrate, posebej recimo
11.-12. stoletje, ko so se pojavili obožni redovi, kot so dominikanci in pa frančiškani, oziroma frančiškove veje, jih imamo več, ne, ki so seveda pokazali na nek problem v cerkvi, da se je prav znotraj benediktinske tradicije, morda že preveč, ne morda, ampak pogosto in marsikakšnem samostanu v ospredje postavljalo bogatstvo, ne pa temu, čemu bi naj dobrine služili. Zato seveda v cerkvenem kontekstu moramo izven tega, da ima upravljanje z denarjem tudi duhovni pomen. In pri tem bi lahko postavili 3 kriterije, 3 etične kriterije. Prvič, mora biti upravljanje z denarjem povezano s pravičnostjo. Drugič, mora biti upravljanje z denarjem moramo upravljati z denarjem v duhu služenja in pa s tem, kako ravnamo z denarjem, tudi pričujemo za vero. To se morda velikokrat pozabi, ne samo v cerkvi, ampak tudi v našem privatnem življenju. Da sta denar in vera na poseben način povezana, bomo malo zdaj razložili. Namreč denar živi iz zaupanja. Denar živi od vere van. In beseda kredit ima isti koren kot kredo. Verjamem, zaupam. Torej, vera v vrednost denarja in v gotovost kredita je na nek način primerljiva socialno-psihološkim vidikom, ki ga pripisujemo verovanju nasploh. Torej, to, da denar predpostavlja veliko stopnjo, veliko mero zaupanja v njegovo vrednost, njegovo stabilnost, njegovo trajnost, to vsi dobro vemo. Čeprav smo vsi bolj ali manj že doživeli menjavo valut, ne? In imamo seveda lahko svoje izkušnje ob trajnosti in stabilnosti teh valut, ampak na nek način vendarle, ko ga uporabljamo, verjamemo, da nam nekdo v ozadju ne drži fige, ampak da je to res, kar počnemo. Torej, ta povezava med zaupanjem v denar in zaupanjem v Boga je tako močna, da najbrž ni slučajno, da Jezus uporabi tisto prispodobo o Bogu in mamonu. Ta prispodoba je na nek način na mestu, zaradi tega, ker je tako rekoč naravni vzgib v človeku, da zaupa v neko stvar, ki mu prinaša gotovost, povezan tako v odnosu do denarja, kakor v odnosu do Boga. Če poskušamo nekako tudi odgovoriti na vprašanje, kaj torej denar je, potem bi lahko rekli, da je to dogovor med ljudmi, da bodo določen predmet uporabljali kot menjalno sredstvo. Denarne valute so posledica dogovora. Kreditni denar nastane z zadolžitvijo, pri kateri nekdo obljubi, da bo v prihodnosti opravil določeno plačilo. In blagovni denar, pekunija, je povezan z realno vrednostjo, se pravi, če je v ozadju zlato, srebro, žlahtne kovine ali pa druge stvari. In zato imamo tudi različne oblike nastajanja denarja. Najbolj sigurno je, da blago postane denar. Se pravi, da zlato, srebro ali druga dobrina postane denar. Tega danes, kot vemo, je zelo malo ali pa ni več tega toliko, kot je to bilo včasih. Potem druga oblika, ki je in bo obstajala najbrž tudi naprej,
je, da nastane obvračilo v obliki dobavljenega blaga ali opravljenega dela. No in zdaj bi recimo bilo potrebno še poleg samega pojma denarja se lotiti pojma delo in pa pojma kapital, lastnina in tako naprej, ampak seveda to presega naš nocojšnji okvir. In tretja oblika nastajanja denarja je posojilodajalci ustvarijo denar, tako imenovani fiduciarni denar. In če je ta oblika prevladujoča, potem je verjetno na vidiku finančni zlom. No in ker smo vsi nekako prizadeti za tako imenovano gospodarsko krizo, sem ob pripravi tega predavanja izbrskal v svoji knjižnici eno drobno knjižico, pa zelo drobno, in sicer je avtor te knjige avstrijski ekonomist, ki predava tudi na univerzah po svetu, drugače pa tudi profesor na univerzi v Gradcu. In v tem drugem delu bom podal nekaj njegovih tez, ki se mi zdijo dokaj provokativne in ki lahko, ali pa tudi ne, to bo povedal gospod dr. Arhar-Vol, ki je na tem področju bolj doma kot jaz, odgovorijo delno na to, kaj se nam dogaja v sedanjem času. Ta Max Otte zagovarja, da se reforma finančnih trgov dejansko ni zgodila. In vidi glavne odgovorne za situacijo, v katero je prišel svet in Evropa in predvsem tako imenovana evrokriza, glavni vzrok vidi v investicijskih bankah in pa v drugih finančnih akterjih, ki delujejo po starem naprej. On govori o finančni oligarhiji in pravi, da je ta finančna oligarhija tudi resno ogrozila tak dober bančni sistem, kot ga je imela Nemčija, Avstrija in Švica, predvsem v obliki Volksraiffeisen pa Sparkasse banka. Leta 2008 je v njegovem nastal finančni cunami. In hitre rešitve držav so preprečile začasno katastrofo. Cena bi naj bila ogromna, 10 bilijonov dolarjev ali 20% svetovnega socialnega produkta. Nemški finančni fond za stabilnost banke je odobril 200 milijonov evrov, kar je pomenilo 2500 evrov na nemškega državljana. In pravi, da grška kriza, ki nekako teče pod geslom rešitev Grčije je rešitev evra in Evrope, da to ne drži. In sicer zaradi tega, prvič, 110 milijonov evrov kot rešilni dogovor je prek Mednarodnega monetarnega sklada stekal nazaj v banke. Ne v Grčijo, ne v Irsko, ne v Portugalsko. In tudi ne nazaj v države darovalke. Zato pravi, da sploh ni evro v krizi, ampak v krizi so banke. In tretjič, da ne potrebujemo socializma za banke in tudi ne socializma za super bogataše, kajti oboje živijo na račun državljanov in držav. Potrebujemo fair tržno-gospodarski finančni sistem, ki ne bo nagrajeval kapitalske donose brez dela, ampak omogočal, da vsak dela voljan človek delo tudi najde, da s polno zaposlitvijo preživi družino in prihrani ustrezno vsoto za starostno zavarovanje.
to mi je tako malo zvenilo, kot če bi poslušal Semoliča. Ampak nekaj pa je najbrž res. Namreč potem potegne primerjavo za krizo leta 1929 in pravi, da so v Združenih državah takrat ločili med investicijskimi bankami in poslovnimi bankami, da ne bi prišlo več do take spekulacije z denarjem varčevalcev. In takratni guverner New Jerseyja Woodrow Wilson se je jezil na majhno število ljudi, ki so prevzeli ameriški finančni sistem in gospodarstvo zlorabili za svoje lastne interese. Tu nam nekam domače zveni, ne? Citiram Wilsona. Največji monopol v državi je finančni monopol. Dokler bo obstajal, je nemogoče, da bi lahko ponovno zaživela naša prejšnja svoboda in različnost osebnega razvoja. Rast nacionalne blaginje in vsa naša gospodarska aktivnost so v rokah peščice posameznikov, če tudi imajo interes za skupno dobro, vendarle skoncentrirani na podjetja, v katera bodo vložili svoj lastni denar. S tem pa uničujejo resnično gospodarsko svobodo. To je bilo izrečeno leta 1911 že v Združenih državah. In Otto temu ta avtor dodaja, ampak finančni trgi niso nič drugega kot gospodarske, pravne in politične strukture, ki smo jih ustvarili ljudje. Finančna kriza ni nesreča, povzročil jo je človek s svojim delovanjem. Gre za simptom sistemske napake, pri kateri pa so vsi po malem sodelovali. Ali pa bi morali še boljše rekli, če bi rekli, pri katerem smo vsi po malem sodelovali. Torej, če zaključim, tisto, kar je pač z mojega vidika kot moralnega teologa nekako pomembno, je prvič to, da ni denar sveta vladar. Svet urejamo mi ljudje. Mi smo tisti, ki si ustvarjamo različne sisteme, različne strukture in v naših rokah je tudi, da sisteme in strukture, ki so se pokazale, da ne delujejo v prid večine ljudi, spreminjamo. Pred tem se ni potrebno počutiti ali doživljati popolnoma nemočnega, ampak ravno obratno, zgodovina nas uči, da stvari so se vedno znova spreminjale tudi na podlagi kriz ali celo katastrof ali na podlagi negativnih izkušenj, ki so jih pač ljudje v določenem času in v določenem obdobju imeli. Torej, ne smemo na nek način pristati na to, da bi si dovolili in pustili, da nam vlada kdorkoli drugi, kakor pa mi, ki o tem odločamo, kdo nam vlada. To se mi zdi prvo tako pomembno stališče. Drugo, v strukturah, ki jih danes poznamo in ki so danes, kot sem na začetku rekel, zelo zapletene in sofisticirane, te strukture imajo seveda tudi neko pravno podlago in ta pravna podlaga ima tudi neko etično podlago. In vprašanje je, ali so tisti, ki so pripravljali pravne podlage, recimo za finančne strukture, ali so imeli pred očmi tudi določene vrednote ali pa ne. V zadnjih letih veliko slišimo o tem, kako je potrebno zopet nazaj vrniti vrednote v ekonomijo, v pravo, v vsa področja našega življenja. In vedno bolj se zdi, tudi pri nas, recimo v Sloveniji, je to kar en tak deficit, da recimo strokovnjaki na ekonomski fakulteti ali na področju ekonomije seveda
niso nikoli bili tesno povezani tudi z etično problematiko. In veliko bolj je v ospredju recimo neka teorija, ki se skuša preliti v prakso, ne da bi se recimo praksa preverjala tudi vis-a-vis človeka, njegove kompleksnosti, njegovih potreb, ne samo materialnih, ampak tudi širših. In zato je velika nevarnost, da seveda na podlagi določenih takšnih ali drugačnih teorij zdrsnemo v krize, zato ker nismo bolj celovito gledali na človeka. Danes pogosto slišimo kritiko nekakšnega neoliberalizma. In ko to govorijo v Sloveniji in kritizirajo neoliberalizmu, imaš vtis, da so kritični ti ljudje predvsem do ukrepov sedanje vlade, recimo. In tudi, ko gre za ukrepe sedanje vlade, se govori o varčevalnih ukrepih. Po mojem to popolnoma zgrešena terminologija. Se nič ne varčujemo takrat, ko nam kaj ostane, ko si nekaj na stran damo. Tisto varčujemo, zdaj kvečemo zategujemo pas, oziroma se postavljamo na realna tla in si skušamo odgovoriti na vprašanje, ali lahko več zapravimo, kak smo pridelali, kar smo počeli, ali se lahko prekomerno zadolžujemo, ali pa je končno čas, da to, koliko smo naredili, to tudi pojemo. In to ni nobeno varčevanje. Ampak je zanimivo, da se je ta pojem tako prijel, da dejansko nihče ne problematizira te terminologije, ker mislim, da je popolnoma neustrezna. Torej, vso to govorjenje, ki ga slišimo tudi, recimo ta nek neoliberalni kapitalizem in tako naprej, kaj hoče pravzaprav kdo s tem povedati? Jaz imam vtis, da hoče nekdo povedati s tem, češ nekdo nam je vzel silo nek nov ideološki koncept, ki nas je pripeljal v to situacijo. Moje mnenje pa ni, da nam je nekdo vsilil nov ideološki koncept. Ampak mi smo pobrali določene elemente brez etične preverbe in smo to vgradili v sistem. Ne da bi imeli neko ideologijo. In kritika neoliberalizma na področju gospodarstva ima nekako v ozadju nostalgijo po tisti tako imenovani ne socialni, ampak socialistični državi. Ker ko se v Sloveniji govori o socialni državi, se misli na socialistično državo. In to je tudi velika in bistvena razlika. Nismo imeli izkušnje socialne države, mi smo imeli izkušnjo socialistične države. To sta pa zelo različni zadevi. Kajti socialistična država je mislila namesto nas, se je odločala namesto nas, dala nam je toliko zadela, da smo bili oblečeni, pa da smo jedli, vzela nam je svobodo odločanja, predvsem pa nam je ubila samoiniciativnost. In to se potem prenaša tudi na, recimo, odnos do vseh institucij. In tudi, ko nastopi neka kriza, se samo čaka in se samo debatira o tem in razpravlja o tem, kako bo nekdo drug nekaj namesto nas naredil, zato ker sami nismo naučeni in vajeni iskati določenih rešitev. Torej kriza, v kateri se trenutno pač Slovenija nahaja in brez dvoma ta kriza je, bi na nek način nas morala zmotivirati k temu, da bi si postavili vprašanje, ali je na sistemski ravni potrebno vgraditi določene etične principe, ali so pa ti celo vgrajeni, ampak jih tisti, ki so imeli največ mehanizma v roki, v našem primeru denarja v roki, niso spoštovali. In se je pač izoblikovala lahko tudi v slovenskem prostoru neka finančna oligarhija, ki je odločala ali pa odloča o stvarih, v katerih bi morali na nek način odločati državljani, če smo v demokratični, pluralni in svobodni družbi.
Toliko za uvod z moje strani.